Kratko izjavo glede prejema pisemskih pošiljk z grozilno vsebino vam bo podal Stojan Belšak, vodja oddelka za organizirano kriminaliteto Policijske uprave Ljubljana. Pozdravljeni. Kriminalisti in policisti smo bili konec prejšnjega tedna obveščeni o več pisemskih pošiljkah, ki so prispeli na naslove najvišjih predstavnikov države in predstavnikov državnega zbora. Seveda smo takoj pristopili k zbiranju obvestil in intenzivnemu odkrivanju storilcev, možnih storilcev teh kaznivih dejanj s ciljem, da bi ta zavržna dejanja preiskali in zagotovili varnost tako najvišjim predstavnikom, kot tudi vsem drugim državljanom Republike Slovenije. V zvezi s tem so bili že izvedeni nekateri ukrepi. Na različne naslove smo že poslali kriminaliste, zaprosila s ciljem, da bi kar najbolj zavarovali življenja ljudi in seveda odkrili storilce, ki kaznivo dejanje grožnje izvršujejo. V tem primeru gre za kaznivo dejanje grožnje po 135. členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije in sicer po drugem odstavku. Pregon za to kaznivo dejanje se začne na predlog in policija je trenutno še v fazi pridobivanja teh predlogov. Nekatere predloge smo že dobili, glede na to, da je teh pošiljk več, pa bomo z osebami, ki bi lahko bile ogrožene, opravili razgovore in poskušali pridobiti njihove predloge za pregon. Hvala. Kakšno vprašanje? Torej, če vas prav razumemo, ste rekli, da ste nekaj aktivnosti že izvedli, a ste torej že nasledili nekako osumljencem? Ne. Gre za začetno zbiranje obvestil, kjer se preverjajo določena dejstva, ki bi nas lahko pripeljala do možnih osumljencev. Lahko morda kaj več, zdaj ne vem, lahko vsebini kaj razkrijete, so bili kakšni prstni odtisi na kuverti, na pismu, na naboju? Ti podatki so zaenkrat še v fazi preiskave, zato o tem še ne bi rad govoril. Kako sicer poteka varovanje pošte pri varovanih osebah? Zdaj so prišli metki, nekateri pravijo, da naj bi se pošta pregledovala z rentgenom. Ali to drži? Kaj je šlo tukaj narobe? Pri pregledu pisemskih pošiljk obstajajo različni protokoli, eni sami že v poštno-logističnem centru, nekateri pa, ki so posebej povezani z določenimi varovanimi osebami. Glede na to, da gre pa za zaupne podatke, ki se tičejo varovanja najvišjih predstavnikov države, o tem žal ne morem podati konkretnih obvestil. A lahko morda kaj več o tem naboju, ki je bil priložen, za kakšno pištolo, puško gre, a je to velik naboj, manjši, če lahko malo pojasnite? Enako vam detajlov žal ne morem povedati, gre pa za naboj, ki je namenjen za dolgocevno orožje. Poleg informacij o grožnjah so se pojavile tudi informacije, da naj bi k gospodu Toninu prišle na dom dve neznani osebi. Ali lahko pojasnite, kaj se je tukaj dogajalo, ali je bila družina gospoda Tonina takrat varovana oziroma kako je družina varovana v času, če minister ni doma? Ponovno govorimo o protokolih varovanja najvišjih predstavnikov države. Varovani so pa v vsakem primeru, če je minister doma ali če ga ni. V tem primeru smo prejeli prijavo, na podlagi katere smo odreagirali takoj, ko je bilo to mogoče. In ugotovljeno je bilo, da življenje družine ali varovane osebe ni bilo ogroženo in da je šlo za naključni dogodek. Policija je seveda k temu pristopila resno, prvič, ker gre za varovano osebo, in drugič, ker je bil modus delovanja teh dveh oseb tak, da spominja na modus delovanja neznancev, ki velikokrat hodijo po hišah in se predstavljajo za delavce raznih telekomunikacijskih in drugih servisnih podjetij. Na ta način zvabijo oškodovance iz hiše in potem drugi del te skupine izvrši tatvino denarja ali dragocenosti iz hiše. Ampak v tem primeru ni bilo tako, potrdila so se druga dejstva, da je šlo dejansko za delavce, ki sta tam upravljali neke vrste akvizicijo. Aha, torej sta bila delavca zaposlena pri P2?
delca sta bila zaposlena pri podjetju, za katerega sta opravljala delo. Da so to avtorji tega pisma, kakšne so izkušnje in sploh mogoče kdaj odkriti, pa če da, kakšna kazen pravzaprav grozi jim grozi pač. Zagrožena kazen v skladu z drugim odstavkom je do 2 leti. Kar se pa tiče samega odkrivanja teh kaznivih dejanj, je pa zelo kompleksno. Običajno so to anonimne prijave, pri katerih je potrebno zbrati zelo veliko obvestil in izvesti dodatnih kriminalistično-tehničnih opravil za odkritje teh storilcev. Seveda je tukaj več parametrov, na podlagi katerih se to lahko identificira. Trenutno vam detajlov o tem, kaj imamo in kaj bo odkrito še v nadaljevanju, žal ne morem povedati. Koliko pa je bilo teh pošiljk? V petek so bile prejete 4 pošiljke in 1 danes, za katero se je izkazalo, da je bila ravno tako prejeta v petek, vendar prijavljeno kaznivo dejanje danes. Še kdo? Je mogoče še kdo drug vpleten, morda še tudi drug podpredsednik vlade, ali gre čisto samo za ministra Tonina in premierja Janša, ki so prejeli takšne pošiljke? Gre za 2 najvišja predstavnika oblasti, ki sta oba tudi varovani oseb. Koliko pa ljudi v državnem zboru? Prosim? V državnem zboru. V državnem zboru je pa 2 poslanski skupini in posameznik. Z enako vsebino. Vsebina je podobna, v vseh pismih je podobna vsebina, gre za neposredne grožnje s smrtjo. Žal gre v teh primerih, v nekaterih primerih tudi za grožnje družinam in najbližjim sorodnikom oškodovancev, ker ocenjujemo, da je nedopustno in zato bomo tudi naredili vse potrebno, da bi odkrili storilce. Pa je bil povsod priložen tudi naboj? V vseh 5 primerih priložen naboj. Ali kaj kaže na to, da bi šlo za istega storilca v vseh primerih? Ali... Trenutno to še ugotavljamo, žal še ne moremo potrditi. Še kdo? Hvala. Hvala lepa.